Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. A vam lahko nekaj povem? Če se bomo naučili delati to, kar Bog od nas pričakuje v njegovo slavo, bo v naše življenje prinesel tako sjajno plačilo, da bomo gledali z odprtimi usti. Dajte no, dajmo Bogu čast. Mi govorimo o pokorščini. Kaj so bile najtežje točke za vas, da ubogate Boga? Veste, to ni za vsakega enako. Mislila sem o sebi in veste, eno izmed najtežjih področji je, da se naučim, kako ubogati Boga, tako da ne bi poskušala skrbeti zase ali se braniti, ko čutim, da ljudje ne ravnajo prav z menoj. Ali da to poskušajo. Zavedam se, da je del tega zaradi dejstva, ker je moj oče manipuliral z mano in me nadzoroval, vendar pa tega ne morem vzeti kot opravičilo. Vidite, jaz tega ne jemljem kot opravičilo. Še vedno se moram naučiti, kako storiti to, kar Bog hoče, da storim. Veste, nekoliko različno za vsakogar. Vprašala sem nekatere ljudi, ki z nami potujejo. Vprašala sem pomočnico v administraciji in veste, kaj mi je rekla? Moram se naučiti, kako se pokoriti svojemu možu. Rekla je, vi ste me to učili. Jaz sem si mislila, da bi to verjetno morala ponovno poslušati za sebe. Ne, v tem sem kar dobra. Vendar ona je čudovita. O, veste, ona je tako dobra v tem. Vprašala sem njenega moža, ki je njegov problem in je rekel ponos in sebičnost. Vprašala sem Davida, kaj naj bi bil njegov, in on ni mogel misliti na nič. David sploh ne more misliti na nič takšnega, da bi bilo narobe kaj z njim, to je tako nadležno. Ko se je zares poglobil, sva spregovorila tudi o tem. Veste, David je nekoč v svojem življenju imel ogromen problem s pasivnostjo. Saj veste, kaj je pasivnost. To pomeni, da predate svojo voljo. Je ne uporabljate za to, kar bi morali storiti. Tako samo plavate skupaj z drugimi in to kamorkoli. David je bil v službi 4 leta in njegova naloga je bila, da se je ukvarjal s športom. On je bil čudovit košarkar in odličen v bejzbolu. Tako ni čutil veliko odgovornosti. On je ves čas samo igral igro in je rekel, da je prišel do točke, ko je postal zares pasiven. Veste, mi moramo imeti odgovornost. Potrebujemo, da se zjutraj vstanemo in gremo na delo. Moramo se premikati. Moramo opravljati stvari in za njih skrbeti. Zanje je bila zelo velika izkušnja, kako premagati to pasivnost v svojem življenju. Kajti, če ste pasivni, potem mogoče veste, kaj bi morali storiti, vendar ni ničesar v vaših čustvih. Je v vašem duhu, ki hoče storiti, kar je prav, vendar ni ničesar v vaših čustvih, da bi to spodbudili. Spominjam se, kakšen izziv je bil zanj pred mnogimi leti, ko sva oba prišla do tega, da bi se bilo potrebno stati zgodaj zjutraj in posvetiti čas Bogu. Zanj je bil to velik izziv. Vprašala sem nekega drugega fanta v naši skupini in on je rekel, hitra jeza. Tako hitre jeze sem. On se je veliko trudil na tem področju in neki dan je doživel izkušnjo z letalskimi prevozniki, ko bi se lahko zares jezil, vendar se ni. Rekel je, počutil sem se tako dobro, glede tega, ker se nisem razjezil, bilo je čudovito. Vi ste tako dobro se počutite, ko naredite pravo stvar. Ko naredimo prave stvari, imamo mir. Pravzaprav so zaradi tega morali prestaviti svoje potovanje za en dan. Ko so naslednji dan prišli nazaj na letališče, da bi se odpravili na potovanje, namreč to so bile za njih počitnice, ki so jih dolgo časa načrtovali in so bili zares razočarani, ker jim je zamuda vzela cel dan počitnic. Oni so imeli samo 4 dni in sedaj so imeli samo 3 dni. Kar naenkrat jih je poklical uradnik za pultom in rekel, da jim bo zvišal prednost sedežev ter prednost stopnje za njihovo prtljago. Rekel jim je, ko ste včeraj bili tukaj, ste se obnašali sploh najlepše od vseh. Amen.
Tako je rekel. Ni bila naša napaka, res ni bila. Predloženi podatki o potnikih so bili napačni. Rekel je, čeprav ni naša napaka, ne boste verjeli, kako ljudje ravnajo z nami, nam govorijo, pa čeprav mi ne moremo nič pomagati. Zelo vas spoštujem, da niste imeli slabe drže in vam hočemo dati nagrado. A vam lahko nekaj povem? Če se bomo naučili delati to, kar Bog od nas pričakuje v njegovo slavo, bo v naše življenje prinesel tako sijajno plačilo, da bomo gledali z odprtimi usti. Dajte no, dajmo Bogu čast. Napotimo se k 1. Petrovemu pismu, 2. poglavje. Pokazala vam bom, kar je eno izmed najtežjih področij v Svetem pismu zame. Zato, ker imam težek čas, da čakam na Boga, na njegovo posredovanje. Imela sem težke čase, ko sem dopustila, da so me ljudje izrabljali. A vi nimate takšnega problema? Ali ni zelo težko za vas, ko nekdo z vami grdo ravna in čakate na Boga, da vam prinese odrešenje? Že vnaprej vam lahko povem, da vam sledeče besedilo ne bo preveč všeč. Vi pa ste izvoljen rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last. Naj mi sedaj kdo pove, s čim smo bili odkupljeni. Odkupljeni smo bili po krvi Jezusa Kristusa, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč. Amen. 12. in 13. vrstica. Lepo živite med pogani, spoštljivo, tako da bodo, čeprav vas zdaj obrekujejo kot hudodelce, sprevideli vaša dobra dela in slavili Boga na dan obiskanja. Ko bo Bog pogledal na vas popotnike, kot pastir gleda na svojo čredo, z drugimi besedami pravi, pojdite v svet, ki ni lep, in se tam lepo obnašajte. To je razlaga po Joyce Meyer. Pojdite v ta svet, ki z vami ne bo ravnal lepo in prav, ne bo tako prijeten, kajti obsojali vas bodo, vas označili za hudodelce, vendar se vi prav obnašate, pa četudi vas bodo obsojali in kritizirali. Veste, eno področje, ki ga ljudje ne morejo spodbijati, in to je obnašanje. A me niste slišali? Nič vam ne pomaga, če na delovno mesto vzamete Sveto pismo s seboj, ampak se obnašate kot vsi drugi. Pravzaprav vam bolj škodi kot koristi. Če ne boste prinašali sadov, pustite stvari doma. Odlepite svojo ribico iz avtomobila. Kajti vse to je vzrok, da ljudje začnejo vzklikati, hinavci, hinavci. Vendar boste dobro storili, če boste blizu Bogu in boste sledili takšnemu življenju. To še ne pomeni, da boste vse pridobili v enem dnevu. To je življenjska naloga, to je življenjsko potovanje in povem vam, da kako dolgo se v neko smer premikate, je Bog zadovoljen. A ste me slišali? Če so vas čuvali 30 let in ste še vedno v peskovniku, je to problem. Otroci preden gredo v vrtec. Vi veste, da sem govorila o uporništvu, ki je v svetu, in kakšni problemi so s tem povezani. Koliko izmed vas se zaveda, da je svet poln uporništva? Nihče noče nikogar poslušati. Celo včeraj zvečer, ko sem rekla ljudem, naj ne odhajajo, vendar so hoteli. Kaj ti za Božjo voljo, ti mi že ne boš pravila, kaj naj počnem. Včasih prosim ljudi, da se naj ne posedajo po tistem delu dvorani, ki je še nismo odprli za sedenje. Ti mi naj boš pravil, kje bom sedel. Trinajsta vrstica. Zaradi Gospoda se podredite vsaki človeški ustanovi. 17. vrstica. Spoštujte vsakega človeka, ne samo tiste, ki so prijetni. Častno ravnajte z njimi. Brate ljubite, torej krščansko skupnost, kjer je Kristus glava. Služabniki z vsem strahom se podrejate svojim gospodarjem. Recimo nekoliko drugače, vi, ki ste zaposleni, ubogajte svoje šefe.
Dobro, hvala Bogu, da delam to, kar mi naroči, vendar on je tako skipljiv. Veste kaj? To ni podrejanje. Veste, nekoč mi je Bog povedal, da se moram naučiti pokorščine. Zavedala sem se, da bi morala biti pokorna žena in če nisem hotela nekaj, kar je David hotel, sem rekla, da, dragi. Potem se nekoč spominjam, da ko se obrnem stran, sem mu pokazala jezik. Da, dragi. Potem me je Bog moral podočiti. Joyce, podreditev ni nek zunanji odraz obnašanja, ampak je drža srca. Ali ne bi potrebovali usmiljenja že dolgo časa? Ali upravljate čez šefa s sodelavci? Veste kaj? Mogoče vaše delovno mesto ni najboljše, vendar je veliko ljudi, ki bi prevzeli vaše delo, če ga vi ne bi hoteli. No, mogoče z vami ne ravnajo zelo dobro. Mogoče niste plačani toliko, kot zaslužite. Ostanite dobri. In Bog vas bo blagoslovil in vam bo naklonjen. Povišal vas bo na stopnjo, ki je on stran vaših človeških sposobnosti. Bog lahko odpre vrata za vas, medtem pa ga lahko slavite. Bodite uporniški in ostali boste prav tam, kjer ste. Preostali del svojega življenja lahko zapravite tako, da greste okrog in okrog iste neumne gore. Pritožujete se in ostanite, kjer ste. Hvalite Boga in boste povišani. Služabniki, z vsem strahom se podrejajte svojim gospodarjem in ne samo tistim, ki so prijazni in jih imajo za razumne, ampak tudi tistim, ki so težki, nepravični in zviti. Ti se verjetno šališ. Mislim, ko sem prvič to prebirala, sem mislila, da je neumnost. Ja, že ne bom prijazna z nekom, ki je bedak. Nekomu se šteje v dobro, je v pohvalo, sprejemljivo in vredno hvale, če pred Božjim obličjem prenaša bolečino nepravičnega trpljenja. Se spomnite, da sem vam napovedala, da vam danes dala meso in ne slaščice? Na koncu koncev, kakšna slava je v tem, če potrpežljivo prenašate kazen za napačna dejanja? Vendar, če potrpežljivo prenašate trpljenje, ko delate prav, kajti tega si ne zaslužite, je to sprejemljivo in Bogu všeč, kajti za to ste bili poklicani. Včasih pridem do takšne smrtne tišine. Samo ena oseba se je oglasila. Dobro, a zakaj na svetu bi Bog poklical nas, da trpimo? Mislili smo, da se bomo vsega tega rešili. Tu je nekaj stvari, ki smo se jih rešili, hvala Bogu, da nam ne bo treba trpeti za naše grehe in hudobije. Kajti Jezus je že trpel za to. Hvala Bogu, da nam ni treba iti v pekel in da lahko živimo pred Božjim obličjem. Vendar so še druge stvari, s katerimi se bomo morali spopasti, da bomo v svetu in slavili Boga in se odzivali na način, kakor On hoče, da se odzovemo. Nekaj tega je tudi v tem, da se ne oziramo več na ljudi, ki z nami ne ravnajo tako, kot mislimo, da bi morali ravnati.
Sedaj vam ne pravim, da bi morali dopustiti nekomu, da bi vas zlorabil in hodil po vas. Moja mati je dopustila očetu, da me je zlorabljal. Ona je vedela, kaj dela, ni ga zapustila in ni imela prav. Bila je neodgovorna, ravnala je narobe in mi povzročila veliko bolečine. Pravzaprav so nekatere druge stvari, ki jih je oče storil, uničile življenje mojemu bratu. Ne pravim vam, da posedate okrog in se pustite izrabljati. To vam pravim, ne delajte samo tega, kar čutite, da bi delali. Najprej poslušajte Boga in nato storite, kar vam Bog naroča. Bila sem v takšnem stanju, da sem tako želela priti ven, da vam sedaj niti ne znam povedati, vendar sem hotela povedati, da sem rešena in zabrusiti, sem zunaj tega. Bog pa mi je rekel, ni še čas za to, nočem, da zapustiš z napačno držo, nočem, da bi zapustila to obdobje z jezo. Počakaj, kajti nekaj ti pripravljam. Počakaj, nekaj ti bom pripravil. Dajte no, to so težke in lepe stvari. Počakaj, nekaj ti bom pripravil. In ko me je Bog povzdignil, nihče ni mogel verjeti, niti jaz sama. Tudi sedaj mi je težko, da se z vsem tem spopadam. Veste, da nimam časa, da bi vam povedala vse te zgodbe, vendar se moram naučiti, kako se izogniti skrbem o samih sebi. Hvala Bogu, da vi ne ravnate tako z mano. Kdo pa si mislite, da ste? Tega že ne bom prenašala. Enaindvajseta vrstica. V to ste bili namreč poklicani. To se ne more ločiti od vašega poklica, saj je tudi Kristus trpel za vas in vam zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah. Poglejte to, naslednja vrstica je moja najljubša in je postala moje novo življenjsko vodilo. Govori, on ni storil greha in v njegovih ustih ni bilo zvijače. Namreč, ko so ga zasramovali, ni v povračilu izkazal ali izrazil žalitev, ampak je vsem in vsakomur le milo sodil. Še enkrat vam pravim, da ne posedate naokrog in dopustite, da vas ljudje izkoriščajo. Samo pravim, da stopite pred Boga, preden odprete usta. Stopite naprej pred Boga, preden napravite odločitev o tem, kar boste storili. Stopite pred Boga in recite, kako naj ravnam s tem, ali bi se moral z njim pogovoriti, ali čakati na tebe, naj še malo počakam, kaj želiš, Gospoda, storim. Ko do vas pride beseda, napravite odločitev glede na to, kaj veste, da je Božja volja. Ne sprašujte svoje volje, ne sprašujte se, kaj mislite, ne tekate okrog svojih 10 prijateljev, da bi si pridobili njihovo mnenje. Vi veste, da prepogosto sprašujem ljudi, kaj bi morali storiti, ker v resnici vse bi že vemo, ampak nočemo prisluhniti Bogu. Mi že vemo, kaj bi morali storiti, v bistvu že vemo, vendar upamo, da bomo našli koga, ki nam bo povedal, da tega ni treba storiti. Bolje, da se lepo obnašate, ali pa bom danes podaljšala predavanje. Veste kaj? Ne znam vam niti povedati, da ko je Bog pripeljal v moje osebno življenje pravico, je nekaj tako absolutno neverjetnega. Bog mi je v življenje prinesel pravico, vendar zame je bilo težko. Težko je bilo zame, ko sem čakala na Boga. Veste, da so v Svetem pismu drugi odlomki, kjer pravijo, da bi otroci morali biti pokorni svojim staršem, starši pa ne bi smeli dražiti ali vznemirjati svojih otrok. A vam lahko dam nasvet? Če imate odrasle otroke, vam bom dala dober nasvet. Nehajte urejevati njihova življenja. No, to jim le poskušam povedati v njihovo dobro. Ali ste vi koga poslušali? Naučite se več moliti in manj govoriti. Dajte no, rekla sem, naučite se več moliti in manj govoriti.
Molite za svojega šefa, ker vam ni dal napredovanja, ki se ga zaslužite. Če ste si prislužili napredovanje in ste za to molili, pa je nekdo drug dobil napredovanje, potem nikar ne opravljate šefa, da bi se navzeli napačne drže, da bi grdo ravnali z osebo, ki je dobila to, kar ste vi hoteli. Namesto tega recite: Bog, to sem si želel, tega mi nisi dal, zato zaupam v tvojo obrambo. Zaupam ti, da boš prav napravil vse, kar je narobe. Zaupajte sebe in svoje probleme Bogu, ki milo sodi. Ali ni to lepo, pomirjujoče in čudovito besedilo? Zaupajte sebe in vse Bogu, ki milo sodi. Bog vam bo pokazal, kaj naj storite, ko hoče, da kaj storite. Bil je čas, ko sem hotela Davidu nekaj povedati in mi je Bog rekel: Ne. In potem mogoče 2 meseca kasneje je David še vedno počel nekaj, kar mi je šlo na živce, in je Bog rekel ne. In potem je naenkrat Bog rekel: sedaj. Kako čudovito je, če čakate na čas, ki ga hoče Bog, ko ima pripravljeno vsako srce, in potem vse gre gladko. Jakobovo pismo 4:7. Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil. Ne samo, da se upremo hudiču, kakor ponavadi navajamo. Podvrzite se Bogu in se uprite hudiču, da bo pobegnil od vas. Veste kaj? Ko se podvržemo Bogu, ne bomo imeli več toliko težav s hudičem. Jezus je rekel: ko Božja beseda pride k meni, napravim odločitev. Vendar kako slišimo od Boga? To je drugo nadaljevanje v 4 delih, torej vam bom posredovala le v nekaj minutah. Jezus je slišal glas in ga je ubogal. Predvsem je to Božja beseda, o tem smo že govorili. Potem je slišen glas od Boga, ki ga redko slišimo. Vse svoje potovanje z Bogom sem le nekajkrat slišala takšen glas. Potem je tukaj še majhen glas, ki je verjetno eden izmed najvažnejših, ko slišimo Boga po svoji vesti. To je tisto vnaprejšnje vedenje ali šepetanje Boga. Nekaj vam povem, da se naučimo slediti Svetemu Duhu, zahteva od nas zrelost. Vidite, nočem izobesiti plakata na zadnja vrata z napisom: ne zapuščajte dvorane, ker ste na koncu poklicani k oltarju. Za vse vas želim, da pridete do točke, ko vas bo Sveti Duh začel voditi. Sveti Duh nas lahko vodi, če smo za to pripravljeni. Sledimo miru. Bodimo pozorni na našo vest. Če naša vest tega ne potrdi, potem tega nikar ne storimo. Ne posedate za mizo med kosilom in ne opravljate drugih ljudi, da bi se ob tem prav počutili. To je nemogoče. Če ste ponovno rojeni kristjani, to sploh ni mogoče, da bi to počeli. Tega ne morete delati. Ne morete imeti spolnih odnosov pred zakonsko zvezo in se o tem prav počutiti. No, mogoče, če vse skupaj ignorirate. Vendar veste, mislim, da tudi ljudje, ki nimajo osebnega odnosa do Boga, vedo bolje od tega, kajti v nas je vsajeno nekaj, kar nam govori. Bog nam govori. Po resnici povedano. Pa čeprav se zdi morda malo smešno, bom to izrekla: prosim vas. Kajti živimo v groznem času. Prosim vas. Sveto pismo nam pravi, da je Kristus v nas in zato lahko upamo na slavo. A vam lahko nekaj povem? Ne verjamem, da to govori le zato, ker Kristus živi v nas in smo po njem slavi. Ampak mislim, da ker on živi v nas, zato upa, da ga bomo slavili na tej zemlji in danes.
Če tega nočete storiti zaradi kakršnega koli vzroka, storite zaradi Boga. To storite zaradi tega, kar je On storil za vas. To storite zaradi tega, ker je tako lep, čudovit, osupljiv in spoštovanja vreden, ker je poslal svojega edinega sina, da bi trpel in umrl za nas. Ne odzivajte se, kakor da je konec sveta, če se moramo česa odpovedati za nekaj časa in čakati na Boga, da se to zgodi. Ne delajte stvari, ki so proti vaši vesti. Ne delajte stvari, o katerih ne boste imeli miru. Veste, ves čas pravimo, vem, da ne bi smel, vendar. Vem, da tega ne bi smel reči, vendar. Tega verjetno ne bi smel povedati, vendar. Dajte no, dovolite ga. Dajte no. S tistim, da ne bi smel storiti tega, ampak prosim, prosim vas, saj ima Bog vendar čudovit načrt za vas. Oko ni videlo in uho ni slišalo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo, ubogajo in spoštujejo. To ni o tem, kako težko življenje boste imeli, če boste ubogali Boga. Bog je dober, vse, kar stori, je dobro. On ima za vas pripravljene dobre stvari in jaz želim, da bi začeli stopati po ozki poti, da bi prišli do njih in jih našli. Amen. Dajte no, vstanimo. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.